Pozdravljeni! Leto 2022 je prineslo vrsto zanimivih dogodkov. Januarja je Slovenska vojska v času med 17. in 19. januarjem 2022 v občinah na širšem območju južne državne meje s povečano prisotnostjo urila postopke za hitro okrepitev varovanja širše državne meje. Aktivnosti so potekale tudi na območju državne meje v občini Središče ob Dravi. Prebivalci ob južni meji smo v minulih dneh na cestah in ob meji opazili večje število bojnih, terenskih in tovornih vozil, tudi helikopterje Slovenske vojske in manjše skupine vojakov, kar običajno sproži različne pomisleke. A je šlo le za vojaško urjenje znotraj operacije Odboj, ki prispeva k odvračanju nezakonitih prehodov državne meje in zagotavlja varnost prebivalcev obmejnega območja Republike Slovenije. Vojaški tabor smo obiskali v Središču ob Dravi. Slovenska vojska izvaja pravzaprav aktivnosti 365 dni na leto. Obramba države ni naloga, ki je odvisna od vremena ali meseca v koledarskem letu, tako da aktivnost, ki jo izvajamo trenutno, izvajamo večkrat na leto, občasno, in sicer gre za okrepitev prisotnosti na določenih zanimivih, če temu tako rečem, taktično pomembnih točkah prehoda, preko katerih se izvajajo nezakonite migracije, in tokrat je bilo izbrano tudi območje južno Središče ob Dravi. Koliko vas je tukaj sedaj na terenu in torej s čim se pravzaprav ukvarjate? Kakšne so vaše konkretne naloge sedaj tukaj? Ja, Slovenska vojska, kot že rečeno, vsakodnevno izvaja ob sodelovanju z slovensko policijo varovanje širšega območja državne meje in zato namenja približno 150 ali pa povprečno 150 pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske vsak dan. Tokratna akcija, s katero urimo naraščanje sil, hitrost premikov, pa je skupno število ali pa povprečno število v teh 2 dneh, kar smo prisotni na občini Središče ob Dravi, dvignila na približno ali pa povprečno 250 pripadnikov. Z drugimi besedami, na območju, kjer trenutno se pogovarjava, je prisotnih dodatnih 100 vojakov Slovenske vojske. To pomeni, da nadzorujete mejo. Na kakšen način je to opazovanje? Ste skriti ali se pokažete? Kako pravzaprav to poteka konkretno? Ja, v sodelovanju z slovensko policijo izvajamo aktivnosti, ki preprečujejo nezakonite migracije v Republiko Slovenijo in hkrati s svojo prisotnostjo odvračamo potencialne migracije. Rezultat odličnega sodelovanja je pravzaprav število ali pa trend, če temu tako rečemo, nezakonitih migracij v Republiko Slovenijo, ki se je zaradi odličnega sodelovanja Slovenske vojske in policije v letu 2021 napram letu 2020 znižal za približno 30%. Gre torej konkretno za nadzorovanje, dejansko non-stop dežurstva 24 ur? Ja, Slovenska vojska in seveda policija, ampak Slovenska vojska sodeluje pri varovanju širše državne meje na več načinov. S policijo izvajamo mešane patrulje, samostojno izvajamo tudi samostojne patrulje in pa vojaške opazovalnice. Vzdržujemo začasne tehnične ovire na meji, torej po domače ograjo, nadzorujemo iz zraka z brezpilotnimi letalnimi sistemi, z letali in s helikopterji in ostalimi zrakoplovi Slovenske vojske. Prav tako to izvajamo z, bojnimi vozili, terenskimi vozili in v današnjem primeru v vseh astronomskih in meteoroloških pogojih, torej tudi čez noč in ne glede na vreme, z posebnimi tehnološkimi rešitvami, v današnjem primeru s termovizijo. Od vojaškega tabora, ki so ga postavili ob glavni cesti, smo se na teren odpeljali s specialnim vojaškim vozilom, kar je za civiliste gotovo zanimivo doživetje, gotovo pa dokaz, da vojska rada sodeluje s okoljem. Nadeli so nam čelade in nam vozilo tudi okvirno predstavili. Ja, jaz mislim, da tako slovenska javnost kot vaši občani so za to vozilo že slišali. Gre za Svaruna 8x8 srednje oklepno vozilo, v svetu znano kot Patria,
Z njim smo, bom rekel, pomeni bistveno okrepitev ali pa bistveno zmogljivost ravno zaradi sredstev termovizije, kot že omenjeno, ki jih ima, ki jih ostala naša, bom rekel, klasična pehotna vozila nimajo. No pa še morda beseda ali dve o termoviziji, kaj prinaša konkretno, v kakšno pomoč vam je pri delu? Ja, termovizija spada pravzaprav ni najnovejša stvar, kot samo sredstvo obstaja že nekaj časa. Gre seveda za razvoj, bom rekel, nekih v preskokih zmogljivosti. Termovizija je bistvena zato, ker pravzaprav ne glede na vreme in ne glede na to, ali je dan ali je noč, omogoča opazovanje in po potrebi seveda ne na tej nalogi, ampak na naših bojnih nalogah tudi merjenje in ognjeno delovanje na cilje, ki se nahajajo, bom rekel, na večjih razdaljah, no. In pa pravzaprav tudi za nekimi zakloni in tako naprej. Se pravi, če je v starih časih veljalo, da se skriješ v gmajno, tako imenovano, ali pa v gosti in te nihče ne vidi, danes temu ni več tako. Tudi skozi drevo, recimo? Se pravi, človeška silhueta, ne, ki je približne višine 175 do 180 cm, za širino ramen 75 cm, da ne tako rečem, obstaja zelo malo debel, za katere se lahko človeško telo skrije. Gospod župan, ste se s Patrijo sploh že kdaj peljali do danes? Ne, nisem se peljal, sem jo pogledal od zunaj, tudi lani na sejmu v Gornji Radgoni sem bil, torej, ko je imela vojska civilna zaščita. Peljal pa sem danes prvič in moram reči, da kar prijetno. Ravno sem gospodu Petru prej dejal, ko smo se pripeljali, ker smo se peljali seveda po gramozni cesti, ki je malo luknjasta, da je neverjetno, kako je plavala. Torej, dejansko nič ne čuješ, ko se voziš tudi po kakšnih, bom rekel, bolj neravnih terenih in takšnih terenih, kjer so jame. No, zanimivo je to, kar je tudi seveda še eno potrdilo, da Slovenska vojska dobro, zelo rada sodeluje z civilisti, ne? Je to tudi ta naša vožnja danes na teren. Kako pa sicer z vojsko sodelujete, kako ste jih sprejeli v občini? No, vsekakor sodelovanje tako z vojsko kot s policijo je izredno dobro. Dokaz tega je vaja pred slabima 2 letoma, ko se je v malo večjem obsegu odvijala v občini Središče ob Dravi in tudi drugih občinah. Seveda tudi ob tej vaji so me obiskali torej predstavniki Slovenske vojske, seznanili s tem, kaj se bo dogajalo, kot pa ste tudi sami na vaši kabelski televiziji bili, bom rekel, vljudni in ste to obvestilo, ki je bilo za javnost, da se ljudje obvestijo, bilo objavljeno torej v vseh medijih, tudi na vaši kabelski televiziji, Radio Prlek, naših spletnih straneh. In seveda, kot smo že slišali prej, ljudje to sprejemajo z zadovoljstvom, kajte na zadnje leta gre za našo Slovensko vojsko, gre za našo mejo in mi dejansko imamo od leta 1991 mejo. Sodelovanje s policijo, z vojsko je zelo pomembno, z domačine, to vedno poudarjamo, kajte veste, da imamo tudi na letni ravni vsaj enkrat poročilo, policijska postaja, imamo rajonskega policista, kateremu nudimo pisarno, kjer ljudje lahko pridejo. Drugače pa od vseh teh dogodkih, o postavitvi ograje, panela, vseh problemih smo vedno mi, policija in pa tudi vojska, na voljo za odgovore in za pomoč občankam in občanom. Rezultat strokovnega, zakonitega in požrtvovalnega sodelovanja Slovenske vojske in policije je bistveno zmanjšalo število nezakonitih prehodov v letu 2021 ter preusmeritev migracijskih tokov izven območja Republike Slovenije. Tega se v obmejni občini Središče ob Dravi dobro zavedajo. Glede, statistično dobivamo podatke mesečno in pa tudi letno. Sigurno se je, torej ilegalnih prehodov, število se je zmanjšalo, ne. Če primerjamo, se spomnite leta 2000, ne, ko še ni bilo ograje, ko ni bilo žice. Še vem sam, torej veste, ker živim v naselju Godeninci, to so bile torej cele kolone, ne. Da se spomnimo na leto 15 vlaki, ko so prišli v Središče. Sigurno se zmanjšuje. Seveda je k temu pripomoglo te tehnične ovire in pa seveda varovanje meje, patrulj, tako policijskih, mešanih, kot tudi vojske. Kako so vas sprejeli tukaj občani v občini Središče ob Dravi? Ja, hvala, najljubše vprašanje.
Zelo smo zadovoljni kot vojaki, da lahko pravzaprav izkoristimo svojo prisotnost na vsem področju Republike Slovenije. Zlasti smo pa veseli izredno toplega sprejema lokalne skupnosti, župana in pa seveda vseh prebivalcev, ki ob tem srečevanju vojaških vozil in potencialnem hrupu, ki ga naši zrakoplovi povzročajo, izkazujejo ogromno razumevanja, potrpežljivost in pa predvsem z mahanjem izražajo domoljubje, ki ga slovenski vojaki tako radi vidimo. Nezakonite migracije preko državne meje predstavljajo grožnjo nacionalno-varnostnemu sistemu Republike Slovenije. Pomembno vlogo pri njihovem preprečevanju ima tako tudi vojska, ki v krajih ob južni meji uživa poseben ugled. Takoj, ko so sredi januarja nočne temperature padle pod ničlo, so člani smučarskega kluba Sveti Tomaž na svojem smučišču Globoki Klanec s 4 snežnimi topovi začeli delati sneg. Sredi januarja pa so smučišče in tudi sankališče že odprli. Značilnost smučanja oziroma sankanja na Globokem Klancu je nočna smuka. Vsak dan od 17. do 21. ure. Ob vikendih pa tudi od 9. do 13. ure. Smučišče smo obiskali v začetku februarja. Glede na dovolj nizke temperature v minulih dneh je članom smučarskega kluba Sveti Tomaž tudi v tekoči sezoni uspelo narediti dovolj umetnega snega, da so v soboto 15. januarja zjutraj prvič v tej zimi pognali svojo 520 metrov dolgo vlečnico in Globoki Klanec je oživel. Letos nas je vse skupaj malo presenetilo, ko je prišla tista odjuga za novo leto, sem bil prepričan, da je letošnje leto končano in da bo to tako tudi trajalo. Zdaj, da je pa to vse skupaj tako zmrznilo, se pravi, ko je kako bi to rekel po domače, no, ko je začelo biti mrzlo, smo takoj začeli delovati sneg. Imamo 4 snežne topove, oziroma imamo jih 6, samo 4 nam delajo, ker več nimamo elektrike. Smo takoj začeli zasneževati. Ta prvi del smo zasnežili kar 4 hladne noči, potem pa še malo naprej, zdaj smo nekaj na 350 metrih in če bo tako šlo naprej, no to je fest mrzlo, bomo že na 400 metrih, pa še bomo ostane en dan in na noč, pa bomo mi z snegom na vrhi. Kajti ljudje fest pogrešajo strmino. No to pomeni, koliko kvadratnih metrov se na noč torej zasneži? To je težko reči, mi delamo sneg na površini 3 hektarov. To je ogromno dela, ogromno energije, pa tudi ogromno stroškov, ker mi snega naravnega nimamo. Naprimer letos je na Gorenskem so imeli po pol metra, pa tudi več naravnega snega, so tega delali zraven, mi pa tega nimamo, zato moramo ves sneg komplet narediti znova. In to nam vzame ogromno vsega. Tudi energije, ne električne. Kdo pa vam poravna stroške? Ja, to je malo težko vprašanje. Jaz to, ker pač vse poznam na svetu, totem ne, tega smučarskega športa, vedno to nekako rešujem. Vedno rešujem, že vsa leta rešujem. Problemi so, občina nam sicer nekaj pomaga, druge občine vaše bolj malo, tudi nekaj samo bolj malo. Je pa žalostno, ker sosednje občine nam pa ne pomagajo nič. Naprimer, občina Ljutomer nam ni dala nikdar niti centa. Vendar rešujemo. Letos nam je pomagala država tudi. Zaradi korone smo dobili 2 jurja že obnove leti. Zdaj pred 3-4 mesece pa smo dobili 5-6,5 jurjev in za to denar smo kupili toti dragi švedski top. Tako da zdaj imamo tehniko na viški in če bo tako šlo naprej, bomo še kupili še en taki top, da bomo še lažje drugo leto naredili sneg. Vsekakor vam želimo veliko uspeha in, kot se vidi, zadovoljstva ob pogledu na takšno množico smučarjev vam ne manjka, ne? Točno tako, kako ste rekli, ko vidiš toliko ljudi, pozabiš na vse leta, kaj smo tu pregarali, kaj smo tu predelali, no to pozabiš. Ljudje so veseli, zadovoljni so vsi, kajti progo imajo zelo urejeno, lepo, vsako večer to sproti poteptamo, uredimo
in če bo nocoj hladno, tako zdaj trenutno kaže, bomo zdaj snegom nekje na 400 metrih. In še eno noč ali pa minimalno 2 bomo mi zdaj snegom na vrhu in to je naš cilj. No in ko bo vse zasneženo, kako dolgo potem ta sneg drži? To je pa težko reči, to je pa vse spet v božjih rokah. Če bo nam uspelo, bomo delali vsaj cel januar, pa še mogoče vsaj polovico februarja. To je tisti datum, ki bi mi nekako bili se finančno pokrili, kajte veste, kako je hudo non-stop nekoga fehtati, non-stop nekaj prosjačiti, to je hudo, ne? In če bomo mi to kaj zaslužili, letos imamo tudi neke realne stopnice, do zdaj smo to imeli nekaj 5-8 evrov, tisto ni bilo nič, zdaj pa imamo malo več, noben se nič ne buni, tako da bi se mogoče lahko prvo leto, kaj obstojamo, sami tudi pokrili. Koliko, v kakšnem času se lahko torej odrasli pridejo smučati? Mi delamo zdaj, ko imamo teko snega, vidite, snega imamo pol metra, imamo čez vikend, da imamo odprto od 9 do 1 in potem nočna, to imamo vsak dan nočno, čez teden pa imamo vsak dan nočno, ker enostavno prvo ljudje so v službi, nimajo cajta, mi pa tudi ne, ker to je 5-6 ljudi dela non-stop, ki je odgovorni, ker to vse poteka tako treba. Seveda, to ljudje so tudi v službi, to je tudi problem. Ne? Se pravi od 5 do 21. Od 5 popoldne do 21 nocoj, jutri pa že od 9 do 1, pa potem spet večer ob 5. Hvala lepa za izjavo in še enkrat veliko sreče in uspeha. No? Še nekaj bi rad povedal, ker ne pozabo. Prvič imamo tudi izredno pestro gostinsko ponudbo v našem priročnem bifeji, zato nas tudi imamo težave z temi, ki pridejo v gostilno jesti in pit, ker nimajo kje parkirati, pa tudi to rešujemo. Zato vabim tudi tiste, ki se ne smučajo. Smučišče Globoki Klanec so člani smučarskega kluba Sveti Tomaž pod vodstvom predsednika Ivana Grašiča postavili leta 1997. V Avstriji so kupili rabljeno vlečnico in jo s prostovoljnim delom postavili kar sami. Za 3 hektarje zemljišča lastniki nikoli niso zahtevali najemnine, še pomagali so pri gradnji in pomagajo še vedno pri urejanju smučišča. Smučišče ima vse, kar imajo in morajo imeti veliki. Vlečnico, zasneževalni sistem, katerega gradnjo je financirala občina Sveti Tomaž. Teptalec snega, reflektorje za nočno smuko, urejeno imajo vso potrebno dokumentacijo in opravljene vse preglede naprav. Letos smo naredili tudi vse nove preglede, kajti veste, vsa zadeva je uradna, vzame ogromne energije, predvsem pri ljudeh, ki jih ni. Imamo vse funkcije, ki so na smučišču potrebne, to pomeni radarja, strojnike, vodje obratovanja, žičničare, električare, skratka imamo vse, ker tu je potrebno dosti stvari. Ljudje, ki se tu tako veselo smučajo, tega ne vejo, kako mi nad njimi bedimo. Skrbimo za njihovo varnost, pa vse ni. Člani smučarskega kluba Sveti Tomaž so entuzijasti in v delovanje smučišča je vloženega veliko truda že od vsega začetka. V 26 letih, odkar so začeli z gradnjo smučišča, so mnogi obupali, ampak Grašič vztraja. Veste, kaj me žene? Žene me to, ker sem pač ja v življenju vse, kaj sem si zadal, tudi ustvaril. In ko vidi zdaj tu, danes teko veselih ljudi, posebno otrok, tu na sankališči, na smučišči, dobiš vedno novo energijo, da delaš naprej. Že dvakrat sem mislil se posloviti, ker sem starejši, pa se ne morem, ker nimam tistega, ki bi me zamenil. Še vedno pa ostaja nekaj mladih, ki radi poprimejo za delo. Med temi je tudi sosedov Jože. Kakšna je tvoja naloga tukaj na smučišču? Priprava snega, urejanje proge, če se prije do kakšne okvare, da hitro rešimo zadevo. No, ti si sosed, mlajša generacija, imaš veliko veselja s tem smučiščem? Če ne bi imel veselja, ne bi bil tu. No in kako se ti zdi, ko se nabere toliko ljudi tukaj na smučišču? Praktično več je ljudi, bolje poplačani trud. Še več veselja. Ti smučaš kaj? Imaš čas za smučanje?
smučamo. Ko se malo sprosti na proge, te grem gor pa se malo razlečemo. Veliko je bilo postorjenega in dejansko je smučišče dobro obiskano, kar je seveda končna nagrada vsem, ki si prizadevajo za brezhibno delovanje smučišča in sploh, da smučišče obstane. Vse pa je še najbolj odvisno od dovolj nizkih temperatur. Ja, vsekakor je to tisto, kar pravzaprav vedno upamo iz leta v leto. Pričakujemo, da nam bo zima naklonjena, in kar je pa najbolj pomembno, naši pridni domačini, ki upravljajo z tem smučiščem, pravzaprav poskrbijo tisti najbolj vitalni del, ki ga je potrebno storiti, če hočemo, da danes lahko uživamo v tem lepem ranigovskem kraju, kjer se praktično zgrinjajo množice iz dneva v dan, in to ne glede na to, ali je to sobota, nedelja ali pa med tednom. Res sem vesel in vsaka čast našim domačinom in pa vsem, ki tako ali drugače pomagajo, da to pri nas tako deluje, kot deluje. No, manjka morda še več zimskih, tistih pravih dni. Kot vidimo, interesentov, smučarjev je dovolj, vidimo varaždinske registracije, celo madžarskih registracij smo videli kar nekaj. Res je, pravzaprav gre za mednarodni dogodek. Tukaj se zbrinjajo ljudje iz sosednjih držav, ne samo iz sosednjih regij, in ta doprinos zimskega športa, ki ga nekako gojimo v tej dolini, je pravzaprav velik doprinos najprej za naše najmlajše. Tukaj, če se ozremo po smučišču, pravzaprav lahko vidimo obilico otrok skupaj s svojimi starši, ki se morda v takšnem obsegu zagotovo ne bi mogli naučiti teh zimskih športov, če tega tukaj ne bi imeli. In zato mislim, da je to ena velika pridobitev, predvsem pa nekaj, kar je potrebno ohranjati. Koliko pa občina prispeva za delovanje tega smučišča? Torej gre za pičlo sofinanciranje v zadnjih letih, cirka 3000 evrov, nekje okrog 3000 evrov na letni ravni, tako da ne gre za neko veliko vlaganje. Seveda pa ne smemo pozabiti na vlaganje, ki so bila pred leti, namreč tukaj v dolini imamo urejeno umetno zasneževanje, kar je bil navsezadnji pogoj, če smo hoteli, da se je sploh ta šport lahko razvil v tej luči. Seveda pa z pridnostjo teh domačinov, smučarskega kluba in pa številnih donatorjev smo uspeli vse to narediti, kar danes vidite. Ni to samo trud občine, to je trud marsikoga, ki je tako ali drugače pomagal, tudi materialno in finančno. Letos so zvišali ceno vstopnic, za odrasle je 15, za otroke pa 10 evrov. Na voljo je tudi sposoja čelad, ki so za otroke do 14. leta obvezne, in šola smučanja ter gostinska ponudba, za katero letos skrbita gostinca Janja Zemljič in Gregor Martini iz okrepčevalnice Škis v Savcih. Na pustni torek, 1. marca, smo obiskali šolarje, ki čas počitnic preživljajo v centru za družine, oziroma tja prihajajo v varstvo. Ujeli smo jih pri veselem rajanju v maskah. Center za družine, ki deluje pod okriljem Ljudske univerze Ormož, se je nedolgo nazaj iz prvega nadstropja gradu preselil v zgradbo Ljudske univerze v Vrazovi ulici 12. Ob energetski sanaciji zgradbe so namreč uredili okrog 50 kvadratnih metrov velik prostor, kjer se po novem dogajajo aktivnosti centra, ki predstavljajo neformalno druženje, in sicer od ponedeljka do četrtka od 11. do 16. ure, pa tudi ob petki po predhodnem dogovoru. V Centru za družine Ormož delujejo podporne skupine, skupinska in individualna psihosocialna svetovanja, ki ponujajo zanimive teme in dejavnosti za vse družinske člane in vse starosti. Center še najrajši obiščajo otroci, saj ponuja raznolike zabavne aktivnosti, učno pomoč, rojstnodnevne zabave in tudi celodnevno počitniško varstvo za šolarje, ki so še premajhni, da bi ostajali sami doma. In prav brezplačno počitniško varstvo je tisto, kar navdušuje in je na voljo ves počitniški teden od 6:30 do 16. ure. Vodja centra je Nastja Skušak, za varstvo otrok pa poleg Nastje skrbijo še 3 do 4 prostovoljke, ki počitnikarjem pripravljajo pester in zabaven program.
Poskrbljeno je tudi za toplo prehrano in vse, kar je potrebno za dobro počutje otrok. Počitniškega varstva se običajno udeleži 10 ali več otrok. Obiskali smo jih na pustni torek, ko so čas v varstvu preživljali v pustnem vzdušju in si privoščili tudi pustno rajanje. Urška, ti se redno udeležuješ teh počitniških delavnic oziroma varstva, ne? Ja, In rada prideš. ja, Zakaj? ker je tu ful lepo, sicer je bilo tudi v gradi lepo, ampak to je še lepše. In kaj vse počnete ti? Kdaj dolg čas tukaj? Ne. Počnemo pa, recimo gremo na zajtrk, se igramo, se zabavamo, plešemo, pojemo, vse, kaj je možno. No, če si zaspana, recimo, lahko tudi malo zaspiš? Ja, na kavče. In kako je tukaj spati? Dobro, ker je kavč mehenk in topel. In kako dolgo si tu pravzaprav od jutra pa do? 3:30. In kdo potem pride po tebe? Ata. Dobro, lepo se imej, danes imaš posebno opravo, kaj predstavljaš? Predstavljam kraljico. Sicer nemam krone, ker sem jih že strla, ker smo mogli v šolo imeti kostum. Pa verjetno si kraljice kdaj pa kdaj tudi krono snamejo, ne? Ja, Sedaj si tukaj na počitnicah, vsak dan prideš? Jutri me ne bo. Drugače pa si? Ja, Pa ti je fajn tukaj? ja. No, kaj recimo najraje počneš? Sestavljam avte. Ti je fajn torej? Ja. In kaj danes za pusta predstavljaš? Ninjo, Dragon Ninjo. Kaj imaš to na prsi? Letečega zmaja. Se te kdo boji? Ja. Lepo se imej. Adijo. Valentina Šegula, ti prihajaš tudi z Ormoža. Kaj pa ti danes predstavljaš? hudiča. Si hudička drugače tudi? Tak, Kaj pravijo doma? Da sem veliki hudič, ko sem se še rodila. Rada prideš s tem? Ja, Pogosto prihajaš? ja, zdaj od ponedeljka sem že tu, zabavamo se, In kaj recimo najraje počneš od vsega tukaj? igram, barvam pa plešem. Dobite tudi prehrano? Ja, Je dobra? ja. Boš še kdaj prišla pravzaprav, do katerega razreda lahko prihajaš s tem? Ne vem, to pa ne vem. Ti si sedaj 5. razred. Ja, Rada prideš s tem na delavnice ali si letos prvič? da hodim na delavnice. Si sama ali bratec tudi pride? Batec tudi pa ide. In kaj danes predstavljaš? Muco. Muce si, imaš rada muce? Ja, Kaj pa ti je recimo posebej všeč tukaj? da se zabavamo. Si našla kaj novih prijateljev tukaj? Ja, Boš še prišla naslednja leta oziroma ko bodo počitnice? ja. In tako se je na pustni torek dogajalo tudi v centru za družine. Male maškare so si dale duška, glasbe ni manjkalo in tudi pustnih krofov ne.
26. marca je potekal dan sajenja medovitih rastlin. Pobudi Čebelarske zveze Slovenije se je pridružila tudi občina Ormož ter v sodelovanju s krajevno skupnostjo Velika Nedelja ter Čebelarskim društvom Ormož in Sveti Tomaž zasadila 8 lip. Ob poznožju velikonedeljskega hriba nad parkiriščem nasproti vrtca od zadnje sobote v marcu krasijo sadike lip, ki bodo čez leta drevored. Cvetoče pa odlična paša za čebele. Ja, ideja je prišla ze strani čebelarov in kot veste, Prevejki najdli kar dosti čebelarov, mislim, da 5-6 in mislim, da so te lipe posajene na prave mesto, prav pri Veliki nedelji, da bodo ta naše čebele imele kaj zahraniti se. No, kakšni so pogoji, da nekje lipa uspeva torej? Ja, mislim, da lipa mora imeti zadosti svetlobe. Zdaj smo naredili, kot ste videli, tiste cevi, da bomo lahko zalivali. To je osnova, pa upamo, da jih nobena bolezen ne dobi. Ne? Kako globoko jo je treba sadiko posaditi? Ja, mi smo zameli nekje 30, 35, 40 globoke jame, tako da so pripravili to pač ljudje, ki se s tem bavijo, so nam pripravili jame, tako da nekje 40 cm, 35 smeli globoke in so rekli, da je dobro, tako da mislim, da je to prav. Koliko lip ste zasadili? Zasadili smo 8 lip. To pomeni, bodo dobrodošle, kako računate, bodo uspevale, kdo bo pravzaprav v nadaljevanju skrbel za njih? To smo se zdaj pogovarjali tu zadek, da bo nekdo mogel skrbeti, mogel nekdo zalivati, to ne bo problem, ker imamo pridne čebelare, imamo tudi našega končne fazi hišnika na krajevni skupnosti, tako da to ne bo problem, bomo poskrbeli za lipe, da bodo lepo rasle. Slovenski čebelarji s projektom Dan sajenja medovitih rastlin dajajo pobudo celotnemu svetu, da se priključi. Saj naš planet potrebuje sajenje medovitih dreves za ohranjanje okolja, za ohranjevanje opraševalcev in s tem posledično za preživetje opraševalcev in s tem zagotavljanje opraševalnega servisa za pridobitev 70% hrane. Vsaka medovita rastlina, ki se posadi, je prispevek k ohranjanju čistega in zdravega okolja. Za čebele in ostale opraševalce pa nova možnost za zdravo pašo. Tako da tudi domači čebelarji niso oklevali in ob dnevu sajenja medovitih rastlin z veseljem sprožili akcijo zasaditve lip. Ja, seveda, čebelar je prvi vrsti naravovarstvenik, bi rekel. Ne? On skrbi za naravo, ker čebelar ne more biti človek, ki nima rad narave in živali, seveda. Ne? In sem sodi tudi sajenje raznih medovitih rastlin, tako kot danes lip in tako naprej. Ne? Katera rastlina oziroma katere rastline pa so najbolj medovite? Ja, najbolj medovita je akacija, recimo v tistem obdobju, ampak to je ena tujerodna pri nas, zelo invazivna. Čebelari imamo radi akacijo, ampak pri nas je pač problem, ker dostikrat pomrzne. Tako da v glavnem lipa je pri nas zelo pomembna, kaj se tiče paše čebelje. Čebele grejo ogromno na lipo, ne. Ona malo kasneje cveti in ne pomrzne. Tako da v glavnem pri našem območju pač akacija najbolj medi, ne, ko medi, seveda, jasno. Ja. Seveda so lipe tudi dobrodošle, zato jih najbrž tudi danes tukaj sadite. Kaj pravite na takšne akcije? Ja, takšnih akcij je vedno več, ne, to me veseli, oziroma vse čebelarje veseli. Vidimo, da se tudi ljudje, ki se ne ukvarjajo s čebelarstvom, so se začeli zavedati, da je čebela zelo pomembna za preživetje človeštva. Ne, in takšne akcije, to je vse pohvale vredno. Ne, tako da to se nam čebelarom samo smeji, ko se nekaj takega dogaja. No, da hitro še, koliko vas je čebelarjev v občini Ormož oziroma v 3 občinah? Vi imate skupen, ne? Mi imamo samo občino Ormož in Sveti Tomaž. Občina Središče ima svoje čebelarsko društvo, pri nas je članov 49. Aktivnih članov, ne? Nas je bilo 50, ampak je zdaj žal eden umrl. Čebelari smo v glavnem starejši, ne? Tako da pač žal tudi umiramo. No, pa kako kaže pri mladih? Ja, zadnje leta opažamo, da se več mladih pridružuje, ne, tako da malo znižujemo to starostno dobo, ne, tako da nismo sami belolasi, tudi mlajši prihajajo.
Sajenja lip so se udeležili tudi predstavniki občinske uprave, župan Danijel Vrbnjak, direktorica občinske uprave Milena Debeljak, občinski finančnik Mirko Šerot ter predstavniki sveta krajevne skupnosti Velika Nedelja in krajani. Vsi skupaj so v pomoči občinskega režijskega obrata poprijeli za delo in lipe so kmalu bile posajene. Občina je namreč k projektu konkretno pristopila. Oziroma izvedla nakup teh lip, tako smo se nekako zavezali. Na zadnjih sestankih tudi za čebelarje, tudi nekako, ko smo prejeli certifikat občina prijazna čebelam, je prav, da ni to samo na papirju, ampak da to udejanjamo in pa udejstvujemo. Tako da smo se nekako zavezali, da bomo šli po krajevnih skupnostih, nekako zasajevali te lipove drevorede. Vemo, da smo lansko leto na Lente, sedaj tu, imamo še v plani sicer tam, ko se dokonča krožišče, še verjetno v letošnjem letu tisto izvedemo, da še bo tam en drevored lepo, se pravi iz Ivenkovske Miklaševske strani lepo proti Ormožu, tudi tam drevored, drugače pa bomo po krajevnih skupnostih tudi to nadaljevali. Jaz mislim, da je to ena ta prava simbolika, naravo je dobro, da ščitimo, imamo močno čebelarsko društvo, imamo dobre čebelarje, ki jih tudi promoviramo preko naše destinacije Jeruzalem Slovenija in prav je, če jim lahko vsaj na mali način pomagamo z neko simboliko, z doprinosom, tudi konec koncev, da vsem občankam in občanom pokažemo, da nam je mar za naravo, je to ena izmed tistih zadev, ki absolutno bomo na tem vztrajali in pa delali. Cilj projekta je, da se do leta 2030 v Sloveniji posadi 2 milijona medovitih rastlin. 26. marec pa da tradicionalno postane dan za skupne tovrstne zasaditve. Nemški proizvajalec avtodomov Carthago, ki v svojem slovenskem podjetju v Odrancih z več kot 800 zaposlenimi deluje že od leta 2008, je na velikonočno soboto uradno začel svojo investicijo v nov proizvodni obrat v Ormožu. Slovesne položitve temeljnega kamna v mesecu aprilu sta se udeležila tudi danes že bivši premier Janez Janša in danes bivši minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek. Temeljni kamen za nov obrat Carthaga v Ormožu so pred vhodom na gradbišče položili ter ob njem zasadili lipo župan občine Ormož Danijel Vrbnjak, direktorica Carthaga Sandra Županec, predsedujoči poslovodstvu Carthaga Raize Mobil Marko Kern in direktor Štefan Weiss. Kot je že julija lani napovedala direktorica slovenske družbe Sandra Županec, bo proizvodnja predvidoma stekla do začetka leta 2023 in da bodo v začetku zaposlili 160 novih sodelavcev, pa je povedala na uradni slovesnosti, ki je potekala v šotoru, kjer so se zbrali številni domačini in vrsta pomembnih gostov. V imenu koncerna Carthago je spregovoril tudi Markus Kern, predsedujoči poslovodstvo Carthago Raize Mobil Bau, slovenska hčerinska družba Carthago d.o.o., ki je dejal, da bo koncern Carthago v nov obrat investiral okoli 45 milijonov evrov in bo zgrajen na zemljišču velikem nekaj čez 100 tisoč kvadratnih metrov.
Zbrane je uvodoma pozdravil župan Danijel Vrbnjak, ki je poudaril, da gre za veliko pridobitev v smislu gospodarskega razvoja občine ter zagotavlja prepotrebna nova delovna mesta. Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je zatrdil, da je Slovenija močna samo toliko, kolikor je močno njeno gospodarstvo. Edina uspešna socialna politika je politika ustvarjanja novih delovnih mest, pa je dejal premier Janez Janša, ki je ob robu obiska v Ormožu za našo televizijo dodal. Kar se tiče številnih investicij, ki se izvajajo v zadnjem letu, pa pojasnil. Odkot? Kako? Od tega, kar ustvarimo Slovenci. Ne? Slovenci ustvarimo toliko bruto domačega dohodka kot recimo Srbi ali Hrvatija. Čeprav Srbov je 4-krat več, skoraj Hrvatov še enkrat več. Se pravi, zmoremo nekaj. Ne? Problem oziroma vprašanje, gornjo vprašanje, zakaj se včasih ni toliko gradilo, je v tem, da pač so se ta sredstva, ki jih ustvarimo, razporejala v glavnem v Ljubljano, no? pa okolico, zdaj pa se razporeja po celi Sloveniji. Trenutno v Sloveniji poteka preko 2000 razvojnih projektov, pri katerih sodelujejo državna in evropska sredstva, ki smo jih izpogajali. Gre za 8 milijard evrov, ki bodo spremenile na bolje pogoje za življenje oziroma kvaliteto življenja v Sloveniji, ne šele v neki daljni prihodnosti, ampak že letos, naslednje leto in tam do leta 2027, ko smo izpogajali 12 milijard za celo obdobje evropskih sredstev, ki še niso vsa v teh projektih, ampak bodo prišla. Tako da Slovenci zmoremo veliko. Je pa seveda treba pametno ravnati s tem, kar imaš, ker tudi če je nekdo bogat, pa troši za nekaj, kar ne da nobene dodane vrednosti, bo postal revež. Če pa revež pametno vlaga, pa lahko tudi z manjšimi vložki pride do bogatstva. Se pravi, vse je v glavi. Javni zavod za turizem, kulturo in šport občine Ormož je v mesecu maju pripravil drugi dan odprtih vrat destinacije Jeruzalem, Slovenija, v sklopu katerega je potekal tudi dan vrtov. Tako smo v cvetočem maju obiskali vrt Alojza Škrjanca na Hardeku. Med mnogimi lepotami, ki jih ponuja svet okrog nas in na katerega smo lahko upravičeno ponosni, so tudi urejene okolice hiš in vrtov, ki navdušujejo. Snovalci vikenda vrtov destinacije Jeruzalem, med katerimi je tudi diplomirana inženirka hortikulture Anita Bolčevič, so hitro odkrili vrtoljubca Alojza Škrjanca na Hardeku in njegov pester vrt okrog hiše, ki je čudovit primerek truda in ljubezni do narave, gotovo pa tudi marljivosti, in si ga je vedno vredno ogledati. Ja, ta vikend smo seveda se odločili, da bomo imeli vikend vrtov, ker bi radi pokazali vrtove v naši destinaciji. In tako smo tudi danes tukaj pri gospodu Lojzeku, da nam razkaže svojo zbirko rastlin, ki jih je večinoma sam vzgojil, tudi iz semen ali seveda iz kakih sadik. Škrjanec svoj vrt tudi rad razkaže, zato ga ni bilo težko nagovoriti, da v okviru predstavitve vrtov destinacije Jeruzalem pripravi dan odprtih vrat. Obžaluje, da minuli 2 leti ni bilo možno sprejemati obiskovalcev. Ja, korona nas je prehitela, tako da nismo mogli organizirati ogleda vrtov, niti pri meni ne. Pa tudi drugod je bilo marsikaj prikrajšano. Letošnjo leto pa, hvala Bogu, lahko pokažemo, kaj smo pridelali oziroma kaj nam je mati narava dala. No, v teh letih oziroma v tem času torej narava ni zastala, rastlin je rase, cveti, spet je vse bujno na vašem vrtu. Je kaj novega?
od takrat? Ja, bi se lahko reklo, da je nekaj novega, ampak v tem času, ko se leta dvigajo, moramo malo prikrajšati, tako da ne moremo vsega, kar bi lahko napravili, ne. Imamo neke druge vrste rastlin, trajnice, in je tisto tudi lepo. Na kaj od vsega tega, kar imate v tem svojem čudovitem raju, pa ste najbolj ponosni, gospod Škrjanec? Ja, zdaj lahko rečem, da imamo magnolijo, ki še ni cvetela letos, kljub temu, da so marsikatere že odsvetele, ta pa je zimzelena magnolija, grandiflora, belo cveti zelo lepo, je pa zimzelena. Dalje bi lahko rekel drevo, ki sem ga dobil v dar, moram se pohvaliti, od darovalca, je lirodendron z oznako pisanolistne. Mislim, da je že v kadru, če pa še ni, pa še bo. Tako da je vredno pogledati sedajšnjem času, ko se rastline pravzaprav barvajo v eni barvah, na jesen pa spet v drugih barvah. In ste veseli, ko si kdo pride tako ogledat vaš vrt? Ja, vsekakor, pa še bolj sem veseli, če lahko komu kaj poklonim. No, to je tisto, kar človeku daje smisel, ne, da podari nekaj. Ja, zakaj bi to na primer v kontejner metali, ali pa bi rekli, to ga ne bomo imeli več. Ne, podari nekomu, drugemu boš napravil veselje, pa še sam boš srečen. Srečo je treba deliti. No, to pomeni, da ni slučajno, da ste se priključili temu dnevu odprtih vrat vrtov. Ne, slučajno je ni, je pa pravzaprav pri nas vedno so odprta vrata. Zdi se, da je v Škrjančev vrt vsakdo dobrodošel, zapustil pa ga ne bo ravnodušen. Škrjančev vrt je namreč prava zakladnica narave, v njem pa uspeva čez 500 različnih rastlin, med katerimi prevladuje cvetje. Alojz Škrjanec, ki o svojem vrtu zelo rad pripoveduje in rad tudi razkaže svoje bogastvo okrog hiše, pa je kljub dolgoletnim izkušnjam in zavedljivemu znanju še vedno dovzeten za kakšno novost in mnenje. Sicer pa je bistvo dnevov odprtih vrat, kot pojasni Anita Bolčevič, sledeče. Bistvo vsega je povezovanje ponudnikov, vseh nas seveda tukaj in da to vse skupaj pokažemo našim obiskovalcem, tako domačim kot tudi tujim. Trenutno z vikendi odprtih vrat smo začeli v letu 2019, takrat smo imeli 2 vikenda odprtih vrat, spomladanskega pa jesenskega. Potem nam seveda COVID ni dopuščal, ampak smo zdaj spet ponovno začeli. Zdaj jih imamo 10 tematskih, da lahko seveda se skoraj vsak ponudnik vidi vsaj v enem vikendu odprtih vrat, lahko pa sodeluje v vseh, če želi. Ja, namen tega je, da pač z leti pač še več, še bolj se povežemo, delamo na kratki dobavni verigah, pomeni, da se ponudniki med seboj povezujejo, pomeni, da skupaj delamo dogodke, da skupaj predstavimo našim obiskovalcem te lepote edinstvene, ki jih imamo pri nas. Je pa res, da smo z letošnjim letom začeli tudi z prevajanjem teh promocijskih materialov v še 2 tuja jezika, v nemškega in angleškega, tako da se pripravimo na tuje obiskovalce, da bojo potem tudi tisti, ki malo manj govorijo angleško ali pa nemško, lahko potem vse z letakom povedali, kaj se v naši destinaciji dogaja. Tako je. V mozaik turistične ponudbe lahko vsakdo doda svoj kamenček, naj bo to pester vrt ali pa nek izdelek.
Dnevi odprtih vrat destinacije Jeruzalem, naj bodo tematski ali splošni, so tako več kot dobra ideja za zbliževanje in povezovanje vseh, ki imajo kaj pokazati. To je bilo nekaj spominov na izbrane dogodke prvih 5 mesecev iztekajočega se leta 2022. Bilo jih je seveda še veliko več, saj je minulo leto v naši občini bilo zelo pestro, tako v investicijskem kot družabnem smislu. Pa naj tako tudi ostane v naslednjem letu. Vsem vam pa se zahvaljujem, da nas spremljate. Pridružite se nam tudi prihodnji teden, ko pa se bomo spomnili nekaterih dogodkov iz druge polovice leta 2022. In srečno novo 2023.